Boštjan, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Biti zadnji razpravljalec je pogosto nehvaležna naloga, namreč po tako lucidnih, pametnih govorcih, kot so danes tukaj z mano, je kar težko najti kakšno pametno misel, ki ob tem dogodku še ni bila izrečena. Slovenija se, kot tolikokrat že v njeni novejši zgodovini, nahaja na, kako bi rekel, kar zgodovinski prelomnici. Ne gre samo za to, da se mora izkopati iz globoke gospodarske krize, ki jo je močno prizadela, se pravi, sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo preprečili, da bi šla po tako imenovanem grškem scenariju, ki bi v končni fazi lahko pomenil de facto bankrot države in izgubo njene dejanske samostojnosti. Ampak se Slovenija nahaja kot družba, nahaja na pravzaprav precejšnjem razpotju. Namreč odločiti se mora, kakšen razvojni model bo izbrala, kakšen razvojni model bo prakticirala v svoji bližnji in tudi bolj oddaljeni prihodnosti. Ali bo izbrala model tržnega kapitalizma in demokracije zahodnega tipa, utemeljenega na konkurenčnosti, odprtosti, svobodi, vključevanju različnih družbenih segmentov, ali bo izbrala model pajdaškega kapitalizma in kvazi-demokracije, v stilu katere od bivših sovjetskih republik, utemeljenega na omrežjih, vladavini monopolov, izključevanju, omejevanju svobode. Ob koncu lanskega leta, oziroma se upravičujem, ob začetku lanskega leta, ko je nastala koalicija, ki se ji sedaj obeta konec, je kazalo, da je Slovenija na evropski poti. Da bo ne samo sprejela tiste nujne ukrepe, ki so potrebni za rešitev kriznih razmer, ampak da bo dejansko vzpostavila institucionalno okolje, ki bo omogočilo razvoj takvanega modela zahodnega tipa. Vlada je takrat sprejela, oziroma bolje rečeno, je kazala, da ji bo uspelo sprejeti nekatere ključne sistemske ukrepe. Kljub goram polen, ki so jim bili zmetani pod noge, se strani, ne samo bivše opozicije, ampak tudi se strani medijev, takvane civilne družbe in vseh tistih segmentov, ki so se tukaj čutili ogroženi. Skratka, kazalo je dejansko, da bo prišlo do uveljavitve nekaterih zelo pomembnih sistemskih sprememb. In tudi tuji, tako politični kot finančni krogi, so se na to odzvali pozitivno. Vendar pa to seveda mnogim zakulisnim centrom moči ni bilo v interesu. To ni bilo v interesu tistim centrom moči, ki so se začutili ogrožene, ki so začutili, da bodo s tem, da se bo s tem lahko zgodil konec njihovih monopolov, njihovim privilegijem, njihovim rentam, ki so jih črpali iz obstoječe sistemske ureditve, ki je nekako korenila že pravzaprav v strukturah bivšega režima. Namreč ti centri moči so vsi vezani na strukture bivšega enopartijskega sistema. In zato so se ti krogi odločili narediti konec obstoječi vladi, konec obstoječi koaliciji in pa konec reformam, ki sta jih ta vlada in koalicija
začenjali uspešno izvajati. In končno jim je, kot kaže, žal to tudi uspelo. Na podlagi zdaj že razvitega poročila Komisije za preprečevanje korupcije, ki nekako je povzročilo razvoj dogodkov, ki smo mu v zadnjih tednih pričali, ko se dejansko obeta skorajšnji padec obstoječe vlade in zdaj tudi jasno padec reform. In seveda ta konec te vladajoče koalicije se ne bo zgoditi brez tako imenovane notranje pomoči, brez pomoči nekaterih koalicijskih partnerjev, tistih, ki so pred letom dni obljubljali, da bodo njihove sile usmerjene v izvedbo nujnih reform. Vendar so tukaj v sedanji situaciji očitno začutili boljše pogoje za to, da se uresničijo njihove računice. Jasno, kakršnakoli vlada bo že nastala v teh naslednjih dneh ali mesecih, to ne bo reformno usmerjena vlada. Tako imena projektna vlada, o kateri danes nekateri govorijo, najbolj glasna je tukaj nekakšna začasna ali kakršnakoli že predsednica Pozitivne Slovenije, stranke trenutno zamrznenega Zorana Jankovića. Ta projektna vlada, za katero močno navijajo tudi dominantni mediji, je seveda navadna fasa. Ta vlada, kakršnakoli že bo, in njene kulture se nekako jih lahko pravzaprav vidimo, bo nadaljevala z neosocialistično politiko zadolževanja, politiko javnega trošenja, politiko takvanih velikih infrastrukturnih projektov, ki nekako bodo namenjeni predvsem pomenu lastnih žepov oziroma žepov točno določenih posameznikov, krepiti točno določenih centrov moči. In ta vlada bi nas verjetno ali pa zagotovo v kratkem pripeljala po poti grškega scenarija. Če se je za koalicijo, ki nastala pred letom dni, reklo, da je to koalicija za reforme, bi koalicijo, ki bo, če bo do tega prišlo, ustoličila to takvaro projektno vlado, o kateri se sedaj govori, ta koalicija bo nedvomno koalicija za bankrot. V teh dneh lahko slišimo veliko besed o morali, etiki, o novi politiki, o očiščenju politike. In o tem govorijo največ ravno tisti, ki so ali pa bodo v kratkem dosegli padec aktualne reformno usmerjene vlade. Kakšne vrednote, kakšne manire nam svojih delovanjem ti na ogled postavijo? Postavijo nam zahrbnost, dvoličnost, stremuštvo, prevarantstvo. In to zagotovo niso vrednote Zbora za republiko. To zagotovo niso vrednote slovenske vlade. Ogromno je o morali, etiki, visokih načelih govora tudi na tako imenovanih ljudskih ustajah. In če odmislimo ves ta retorični, pravičniški balast, kakšne ideje nam ti tako imenovani ustajniki ponujajo? V najboljšem primeru gre za nadaljevanje istega, za nadaljevanje nekakšnega gradualizma, za vsemogočno vlogo države, ki bo obvladovala vsa družbena področja. Vidimo lahko parole proti porodaji tako
tako imenovane družinske srebrnine, proti prodaji in podobnega. Ali pa, kar je še huje, vidimo lahko ideje, ki gredo v smer odprave strankarske demokracije, odprave tržnega gospodarstva in to lahko se doseže zgolj za neko revolucionarno akcijo, katere posledica ne more biti nič drugega kot totalitarizem. S temi radikalnimi, s temi ekstremističnimi idejami so pa tudi v sozvočju njihove radikalne metode delovanja, kakršne smo tudi lahko videli v zadnjih dneh in tednih. Metanje granit pod policijo, obešanje lutk nezaželenih politikov, pohodi na domove mestnih svetnikov v Mariboru, ustrahovanje njihovih družinskih članov in pa razbijanje dogodkov, kakršen je ta, na katerem smo priča preko provokacij, preko upadanja takvanih protestnikov. Vse to so metode, vse to so prakse, ki jih evropska zgodovina pozna iz prejšnjega stoletja. To so metode skrajnih gibanj, tako leve kot desne provenience. To vrste metode dejansko spominjajo na nekakšno varianto levičarskega fašizma. In protodemokratična narava tisti, ki so med temi protesti najglasnejši. Tukaj seveda moramo vzeti oziroma, da mnogi ljudje so se teh protestov udeležili iz iskrenega prepričanja, iz iskrenega nezadovoljstva nad situacijo. Vendar pa so ti proteste seveda uspeli v veliki meri ujeti, jih izrabiti politični radikalci. In njihova, kot rečeno, njihova protidemokratična narava, protidemokratična ideologija je do dobra prišla do izraza potem, ko je javnost zvedela, da Zbor za republiko na dan 8. februarja organizira svoj dogodek, svoj shod na kongresnem trgu v Ljubljani. Takrat so se ti takovani ljudski ustajniki vzeli malo da ne pravico, da odločajo, kdo v Sloveniji več kot 20 let po koncu komunističnega režima sme javno izražati svoje stališča in kdo jih ne sme. In to pravico so Zboru za republiko malo odrekli. Spomnimo se, kakšne oznake tega shoda, tega dejanja so se pojavile, da gre za nekakšno nespodobno provokacijo. Da s tem Janez Janša in SDS tako rekoč napovedujeta državljansko vojno svojemu narodu. Da Zbor za republiko uporablja Miloševićevske metode. Očitno tisti, ki to govorijo, svoje metode, svoje nakane projicirajo na nasprotno stran, na stran Zbora za republiko. Tako je v javnosti dejansko izpadlo močno absurdno, da tisti, ki organizira shod v skladu z vsemi pravili, izpade za nekakšnega provokatorja, izpade za negativca. Tisti, ki pa do zdaj nobenega od svojih dogodkov niso prijavili. Na nekaterih od teh dogodkov je prišlo do nasilja, tisti so pa tukaj pozitivci, so nekakšni borci za svobodo, tako rekoč. In seveda tej izkrivljeni sliki so prispevali ravno mediji. S strani današnjih sogovornikov je bilo že kar nekaj kritičnih, upravično političnih besed, namenjeno ravno medijem. In če nekako se ozremo na tiste primerjave za Miloševićem, ki jih nekateri lepijo, bodi si Janezi Janši,
bodi si stranke SDS ali pa tudi Zboru za republiko, če kaj dan danes v samostojni Sloveniji spominja na Miloševićevo Srbijo, je to struktura medijskega prostora. Je to mentaliteta nekaterih osrednjih medijev. In tukaj imamo dejansko opraviti z popolnim sprevračanjem resnice, sprevračanjem vrednot, ko oportunisti so prikazani kot načelneži, ko so lažnivci prikazani kot resnicoljubi in ko so prevaranti prikazani kot poštenjaki. In tisti, katerih ideje, katerih zamisli so pravzaprav pripeljane v to krizo, se jih prikazuje kot malo da ne rešitelje države. Zatorej moramo tisti, ki na to logiko, na to popačanje realnosti ne pristajamo, dvigniti glas, kadar je možno. In to bomo na miroljuben, na civiliziran, na evropski način storili tudi 8. februarja ob 11. na kongresnem trgu v Ljubljani.